V zadnje pol leta smo v okviru učenčevskih tem prehodili kar že eno pot, ki je dobro, da jo mogoče pregledamo na hitro. Začeli smo z dvema uvodnima temama. Ena je bila čisto taka začetna, zakaj sploh slediti Jezusu. Potem je bila, kako gradimo vero, kako svojo vero okrepčamo. No in potem pa smo šli na to, kaj lahko počnemo v svoji vsakodnevni praksi. In tam smo našteli več stvari. In potem pa smo se lotili molitve, smo imeli 4 teme posvečene molitvi in potem smo imeli pa 6 tem posvečenih branju Svetega pisma. In zdaj, da bi nekako ta cikel učenčevskih tem nekako smiselno zaključili, je pa nujno povedati še nekaj o temi cerkve. In to bo naslov današnje teme in vsebina tega, kar bomo govorili danes. Namreč cerkev, če se spomnite, smo omenili v več teh temah, smo videli, da je cerkev bistvena in pomembna za učence in za delanje učencev in za učenčevstvo in za vse to. In prav recimo nazadnje, ko smo imeli ta kratek svetopisemski tečaj, smo videli prav tudi za samo razlaganje Svetega pisma, koliko je cerkev bistvena. In to najprej kar seveda konkretna lokalna skupnost, katere del si in kjer sam poslušaš Božjo besedo in jo deliš naprej. Se učiš in učiš drugem. No in zdaj je na mestu, da eno temo posvetimo prav cerkvi, prav tej veliki temi. In to vprašanje je seveda zelo pomembno vprašanje. Bomo videli, zakaj. In je zelo pomembno, da imamo zelo dobro in jasno sliko o tem, kaj je cerkev. Zdaj, preden se lotimo same vsebine, bi tako rekel, če želiš, da te Bog nauči, kaj je cerkev, potem si prebere apostolska dela. Ena cela knjiga v Svetem pismu je, kjer se najbolj vidi dinamika cerkve, prve cerkve. Tako da kot neko duhovno disciplino, če hočeš se učiti kot učenec, kaj je cerkev, pa poglobi se v apostolska dela. No, zdaj pa, če pristopimo k sami cerkvi, dajmo najprej sploh definirati, kaj je to cerkev. Beseda, ki se v Novi zavezi pojavlja, ki se prevaja po slovensko kot cerkev, je eklesija oziroma eklesija po grško. Eklesija bi bilo latinsko. In ta eklesija je zanimiva beseda, grška, ker se pojavlja tako v grškem prevodu Svetega pisma, Stare zaveze, kot sicer v antični kulturi. In v obeh teh okoljih ima svoj pomen, ki je zelo zanimiv. V širši antični, se pravi grško-rimski kulturi, eklesija pomeni zbor in ponavadi pomeni tak avtoritativen zbor. To je, ko so se meščani v polisu zbrali, da bi glasovali, da bi se pravi urejali zadeve polisa z glasovanjem, se je temu rekla eklesija. Danes bi bil približno vzporednica temu bi bil kar parlament, kjer se odloča o zadevah v neki državi, tam pa zdaj govorimo o mestnih državicah, v polisih. Lahko pa beseda označuje tudi kak drug zbor in celo tudi v Novi zavezi, recimo se tisti shod v Efezu, ko se tisti obrtniki pritožujejo proti Pavlu, se imenuje eklesija tudi. Se pravi, je ta beseda pač ni imela religioznega pomena v grško-rimski kulturi. Potem je pa, kot rečeno, najdemo pa v Svetem pismu, v grškem prevodu Svetega pisma, ki se imenuje Septuaginta, in jo najdemo na zanimivem mestu. S to besedo je označen zbor Izraelcev pod goro Sinaj. Se pravi, ko so se Izraelci zbrali, ko se Božje ljudstvo zbere pod Bogom, da tako rečem, pod Božjim razodetjem, je to eklesija. No in zdaj, če gremo v Novo zavezo, je eno dejstvo, ki je vedno znova preseneča, je to, da Jezus je cerkev, vsaj v tej obliki, z besedo eklesija, omenil samo 2-krat. In to je samo v Matejevem evangeliju. Dejansko tisti zgodnji kristjani, ki so imeli recimo samo Lukov evangelij, sploh niso vedeli, da je Jezus to kdajkoli omenil. Se pravi, Marko, Luka, Janez ne vejo za to, da bi Jezus omenil eklesijo. No, Matej pa jo.
in to v 16. pa 18. poglavju. In v bistvu sta odlomka malo usporedna, ker vidimo, da je tudi kontekst podoben. V Matej 16 je tisto slavno mesto, ko Jezus izpove vero, pove, da reče Jezusu, ti si Mesija, sin živega Boga. In Jezus reče, ti si pa Petros in na tej skali, na tej Petra, v grščini, malo druga beseda, na tej skali bom zgradil svojo eklesijo. Ja, in vrata Hada, vrata Šeola je ne bojo premagala. Peklenska vrata se prevaja. Se pravi, tukaj Jezus pravzaprav naredi nekaj šokantnega. Za judovska ušesa seveda Jud je takoj slišal, prej mi vemo, da je Mojzes oziroma kar Jahve pod goro Sinaj je zbral eklesijo. Jezus pa pravi, da on ima pa svojo eklesijo, se pravi svoj zbor, svoje božje ljudstvo. Novo božje ljudstvo se zbira okrog Jezusa in temeljni kamen je ta izpoved vere, ki je Peter prvi povedal, da je on Mesija. In seveda s tem je pa tudi Peter sam en od temeljnih kamenov cerkve, kot je v razodetju pol vidimo 12 apostolov kot 12 temeljnih kamnov, ampak je treba videti oboje, ne gre in za osebo in za to, kaj je ta oseba povedala. Tako. Se pravi, to je eno mesto, drugo mesto je pa v 18. poglavju, kjer Jezus govori najprej o cerkveni disciplini in pravi, če nekdo greši, mu povej, probi z njim rešiti na 4 oči, če ne gre, povab še enega ali pa 2, da se stvar uredi na besedo 2 ali 3 prič. Če ne poslušaš njih, povej eklesiji, povej cerkvi in prav, če cerkve ne posluša, naj ti bo kot pogan ali cestninar. In potem gre pa Jezus naprej in pove par šokantnih stvari. Prav, da karkoli boste zvezali na zemlji, bo zvezano v nebesih, karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. To so enake besede, je prej že Petru rekel, tukaj pa zdaj pove vsem učencem. In potem razloži, da kjerkoli se 2 strinjata v molitvi, sam 2, na zemlji bo uslišal Oče v nebesih in pol še reče, tam, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. In v bistvu je treba brati v nekem smislu to nazaj. Jezus pravi, zato ker tam, kjer se 2 od mojih učencev zbereta v mojem imenu, zaradi mene, zaradi tega, kdo jaz sem, jaz, Jezus, Mesija, in zaradi tega, kaj jaz delam, kaj je moj misijon. Če se vi zberete zaradi tega, bom jaz tam sredi med njimi, med vami. Ja? In seveda, vi, ko boste tako molili, skupaj z mano, bojo vaše molitve šle direktno v nebesa in Oče bo uslišal, zato ker bojo to moje molitve v bistvu, Jezus pravi. In zato je tukaj med cerkvijo, med pravo Kristusovo cerkvijo, pa nebesi je, bomo rekli, vroča linija, to je online, tukaj je prost prehod. Ker Jezus sam je po Svetem Duhu tam prisoten, on moli, Oče v nebesih usliš in zato seveda pol velja tisto o razvezovanju pa zvezovanju, ta jezik pomeni, da nekaj dovoliš ali nekaj prepoveš. Se pravi, to je pač, ko se govori recimo o cerkveni disciplini, ko nek brat greši, ko dela nekaj narobe, je potem to, kar naredi cerkev, je merodajno zaradi Jezusa, ki je sredi med njimi. In zanimivo je, da Jezus štarta prav, cerkev je že tam, ker sta 2 ali so 3 zbrani v mojem imenu. O tem bi lahko še veliko govoril, ampak ni treba oziroma je škoda časa. Sem napisal en mal daljši članek na to temo, osnovna oblika cerkve. Bom spodaj dal tudi link do tega članka, vam ga zelo toplo priporočam, da se ga preberete, ker sem prav pač biblično mal analiziral te odlomke prav v tako širšem kontekstu Svetega pisma in se mi zdi, da je to zelo pomembno za naše razumevanje cerkve, da je to, o čemer Jezus tukaj govori, ta preprosta, ampak silno močna skupnost 2 ali pa 3, ki so združeni v Jezusovem imenu, se pravi v njem in v njegovem misijonu, v evangeliju, da je to tista osnova cerkve, ki je nujna, brez katere ne more biti cerkve in cerkev ne more biti nič bistveno več niti kot to, kar je to pravzaprav Božje svetišče, to je jezik Božjega svetišča. No, ampak kakor svetujem, da si preberete ta članek, kjer je več o tem.
Ampak v glavnem vidimo, kako Jezus si to zamislil. A ne? Se pravi, Jezus zbira okrog sebe novo božje ljudstvo. In seveda potem, če gremo še en korak nazaj, pa pogledamo recimo celotno razodetje nove zaveze, smemo reči še tudi več, da Jezus pravzaprav zbira novo človeštvo. Cerkev, ta eklesija, ta zbor okrog Jezusa, zaradi njega in zaradi tega, kar on dela, tukaj je zametek novega človeštva. Če je on novi Adam, potem je njegova skupnost novo človeštvo. No, ampak še zmeraj smo pri definiciji cerkve. Zdaj, če pa potem opazujemo novo zavezo, ker zdaj tukaj na tem mestu, saj na tem v Mateju 18 je očitno, da gre za zelo majhno skupnost, za lokalno skupnost, ampak potem, ko beremo naprej novo zavezo, pa vidimo, da se izraz eklesija v pismih, pa tudi v apostolskih delih, uporablja na različne načine, da označuje različne vidike cerkve. In tudi recimo, se pravi, imamo najprej lokalna cerkev in ta lokalna cerkev je v novi zavezi vedno hišna cerkev, je majhna skupnost, ki se dobiva, pozdravite tega pa tega in cerkev, ki se zbira v njegovi oziroma njeni hiši. In tako je bilo dejansko ne samo v novi zavezi, dejansko prva znana, recimo posebna zgradba, da bi jo kristjani zgradili, je znana iz leta približno 250, pa še to je samo predelana hiša. Se pravi, krščanstvo tam do 3. stoletja ni sploh vedelo za kaj drugega kot za hišne cerkve. Ja, lahko so to včasih bile cerkve, mogoče cerkve, hiše, bogatejših, premožnejših ljudi, ki se je lahko zbrali tudi malo več, ampak vseeno to niso bile neke velike, to niso bile velike skupnosti, to so bile hišne skupnosti. In to je en pomen besede eklesija, je ta hišna lokalna skupnost, ampak že v novi zavezi vidimo tudi drugačne. Pavel govori cerkvi recimo v Filipih, ne? In to pa zdaj ni ena majhna hišna cerkev, ampak so dejansko vsi kristjani v tem mestu. No, in tudi seveda recimo v zvezi z mestno cerkvijo se pol omenjajo tudi starešine in tako naprej. Pol najdemo še en vidik, ki je sicer podoben, omenjajo se tudi regionalne cerkve v Galatiji in tako naprej. In potem pa seveda izraz cerkev pomeni tudi celotno cerkev. In recimo tle v Matej 16 je že ta pomen, namreč cerkev kot eklesija, kot zbor vseh kristjanov in zdaj tudi z malo poddaljenosti lahko rečemo vseh kristjanov geografsko in tudi časovno, v vseh časih. In no, tukaj moram en izraz omeniti, grški izraz, ki ga vsi dobro zdaj poznamo kot ime ene denominacije. Grški izraz katholē oziroma katholikos pomeni celoten. In ja, pač ena veja krščanstva si je dala to kot svoje ime, katoliška cerkev, ampak ta izraz enostavno pomeni, da je to pač vsa cerkev, pač cerkev na vseh krajih, vseh kristjanov in tako naprej. In seveda, zato je zanimivo, da ima ta izraz tudi v veroizpovedih tudi druge krščanske denominacije, recimo v pravoslavju se uporablja, sicer se ga prevede ponavadi, anglikanska cerkev tudi uporablja, I believe in Holy Catholic Church, pa oni niso katoličani v tem denominacijskem smislu. In se pravi, v nekem smislu ta izraz pomeni vse kristjane in vsak, kdo je kristjan, je del katoliške cerkve z malim k. Ne kot ena inštitucija, ki ima center v Rimu in tako naprej. Ampak to, da razumemo, se pravi, tukaj imamo, mislim, da 3 vidike lahko razločimo. Lokalna cerkev, mestna cerkev, potem pa univerzalna cerkev, katoliška cerkev z malo začetnico, celotna, splošna cerkev. Se pravi, to je definicija, to, ko rečemo cerkev, mislimo to in ima te 3 vidike. Lokalen, mesten, pa potem univerzalen, celotna cerkev. In tako tudi, ko beremo različna besedila v Novi zavezi, moramo zmeraj se vprašati, kaj je tle mišljeno. In je ponavadi iz sobesedila, iz konteksta jasno, zakaj gre. No, ampak zdaj poglejmo, povejmo malo več o tem, o cerkvi. Ko Jezus reče tele besede, v Janezovem evangeliju 13. poglavje, 34 do 35, jaz takole reče, novo zapoved vam dam, jaz se poslavlja od učencem, prav, novo zapoved vam dam.
da se ljubite med seboj. Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. In tle iz tega bi potem bilo veliko govorilo, ampak Jezus hoče tle povedati kaj. Jaz sem prinesel na zemljo eno posebno kvaliteto odnosa, ki se imenuje ljubezen, agape v grščini, posebna vrsta ljubezni seveda. To je ljubezen, ki gre do konca in ki se žrtvuje in umre za bližnje, za te, ki jih ljubi. Ker prav, kakor sem vas jaz ljubil, kakor jaz. Če ne bi bilo tega zraven, bi bila ta zapoved tako, ne bi bilo nič kaj toliko posebnega, ker jo imamo že tudi stari, ampak tukaj pa jaz prav, kakor sem vas jaz ljubil, tako se ljubite med sabo. Se pravi, Jezus je prinesel to skrajno novo, noro, čudovito, tudi malce grozljivo vrsto ljubezni sem v naš svet in jasno, kaj je potem, kako se naj bi ta ljubezen širila po svetu. Ja, točno tako, skozi občestvo, skozi skupnost, najprej skozi ta majhna lokalna občestva, kjer je par ljudi, kjer se vname s to Jezusovo smrtonosno in oživljajočo ljubeznijo in kjer začne tako živeti in med sabo začne živeti to realnost te kvalitete odnosa, te božje ljubezni. In zato seveda Jezus prav, ker bo to ljudje videli, bodo spoznali, da ste moji učenci. Prav tukaj vidimo zelo preprosto dejstvo, ki ga dostikrat pozabljamo, da cerkev je ključno orodje misijona v tem svetu. Tako kot si je Bog zamislil zadevo, se bo njegov misijon, njegovo udiranje Božjega kraljestva v ta svet, se bo dogajalo tako, da bodo tle skupnosti, ki bodo imele to kvaliteto, tudi če ne popolno, ampak bodo hodile za to kvaliteto, bodo gojile in bo ta kvaliteta delovala kot tisti kvas, ki prekvasi družbo, ki prekvasi ostale, ki bo seveda tudi druge izzivala in klicala v tak odnos. Se pravi, ja, ni orodje misijona ta alun program, taka aluna evangelizacija, to je vse koristno, lahko v redu, ampak ta prvi in glaven orodje, pa spet to orodje moram dati v narekovaje, ker tle je cerkev je živ organizem, je cerkev, je skupnost in zato je izredno pomembno, da to dojamemo in tukaj res vidimo, koliko je občestvo in gradnja tanskega občestva, kot je Kristus tle rekel, koliko je to ključno in neizbežno, da tako rečem, če hočemo res slediti Bogu in tem, kar Bog dela v svetu, nujno moramo graditi občestva s to kvaliteto. Ja, še dva, v zvezi s tem bi še dve biblična naziva ali pa pojma navedel v zvezi s cerkvijo. Prvo je to, da je cerkev Kristusova nevesta. Ker če govorimo o ljubezni, je dobro tudi pol tako videti. In tukaj to je že v stari zavezi, v visoki pesmi, pa recimo v kakšnem psalmu 45 je to že malo napovedano. Visoka pesem, to so že Judje interpretirali kot odnos med Bogom in svojim ljudstvom. Krščanski interpreti pa še toliko bolj potem odnos med Kristusom pa cerkvijo. Jezus sam namiguje na par mestih, da je on ženin, ker tam glede posta prav, ker je ženin med svati, se ne bojo pustili, se bojo pol. Potem pa to vidimo na koncu v Razodetju tudi, da je Jagnjetova svatba in tako njegova zaročenka. Se pravi, ja, nevesta kot tisti cilj Jezusove ljubezni, se pravi, tja je usmerjena njegova ljubezen, njegovo hrepenenje, njegova želja, kot spet grdo rečeno, objekt njegove ljubezni, predmet, tja je on usmerjen in seveda ne sam je, tudi samo njegovo delo, to skrajno veliko in skrajno čudovito in skrajno grozno delo njegove smrti na križu je točno stvar tega, da je on vzljubil cerkev in je dal sam sebe za njo, kot pravi pismo Efežanom. On, ker ljubi cerkev,
se je šel do konca žrtvovati za njo. In to moramo slišati. Se pravi, ta božja ljubezen je prekipela točno za cerkev, za skupnost. Zato, da bi se potem, bomo rekli, kar učlovečila v teh malih občestvih, ki tako živijo. In drugi teksti v Novi zavezi pa tudi govorijo, da je cerkev Kristusovo telo. In tukaj vidimo, pa zdaj to bolj konkretno, ja, bolj kot orodje, bomo rekli, je telo božjega misijona v svetu, božjega življenja, božjega delovanja. In seveda telo, pa potem Kristus kot glava, tukaj je seveda slika popolne povezanosti in hkrati popolne podrejenosti. In hkrati živega organizma, kjer je vsak delček živ, vsak delček prispeva. Ne? To vidimo, predvsem pismo Efežanom govori o tem, pa potem tudi kakšno 12. poglavje prvega pisma Korinčanom in tako naprej. Kristusovo telo, Mesijevo telo, se pravi, on ni vidno prisoten več med nami, ampak je pa njegov duh ustalega Mesija, vladarja, je tukaj in deluje in živi dobesedno v svojem telesu, ki so pa njegovi učenci in ki se seveda manifestira v teh skupnostih, ki so majhne, ki se pa potem tudi povezujejo horizontalno, tako da je to veliko telo. No, ampak glede samega funkcioniranja cerkve, seveda moramo pa zdaj ugrizniti v nekaj. Namreč, mi tukaj živimo na področju, kjer je bilo krščanstvo že vsaj 1700 let. Verjetno še malo več. Ampak večino tega časa je bilo tlele krščanstvo, kar, bom rekel, del imperija, povezano z imperijem. Je bilo tudi kar ukazano tle. In če ni hotel biti kristjan določene vrste, je bilo slabo. Tudi, nekateri so umrli tudi zaradi tega, ker pač niso se podredili od cesarja zapovedani obliki krščanstva. In seveda to je pa naneslo tudi to, da so se glede cerkve določene predstave zelo močno ukoreninile v nas. In tudi če prihajamo iz ozadja, ki ni krščansko, smo zaradi družbe, v kateri živimo, nekako po osmozi absorbirali neke predstave. In tukaj je dobro, da te predstave si majčkeno zavestimo in majčkeno pogledamo jih. In to najlažje, obstaja ena razlika med tem, kar sem zdaj opisal, še posebej med to preprosto cerkvijo, preprosto lokalno cerkvijo, ki ponavadi hišna cerkev, ni pa nujno, ampak govorimo o preprosti cerkvi, pa med, bomo rekli, cerkvijo kot inštitucijo. In kako lahko to ponazorimo? To se najlepše ponazori z trikotnikom pa s kvadratom. Tako da dajmo si to malo pogledati. Začnimo s trikotnikom. Trikotnik predstavlja to preprosto cerkev in ima 3 vogale in ima središče, se pravi 2 ali pa 3 zbrani v mojem imenu, Jezus kot kralj v njihovem središču. Prvi vogal je prva zapoved, ki je Jezus že iz Stare zaveze prinesel, je ljubi Boga, vso dušo, vsem srcem, vsem mišljenjem, vso močjo. Se pravi, to občestvo prakticira in se trenira v temle. Drugo je druga zapoved, ljubi bližnjega, se pravi, bomo rekli, horizontalna pa vertikalna ljubezen. Oboje se prakticira tukaj. In tretje je pa v bistvu Jezusov misijon. Tukaj napisali zraven Matej 28, ne, pojdite in po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence. Ne, se pravi, in s tem seveda tudi ta tretja, da rečem zapoved ali pa dimenzija, izhaja iz prvih 2, ker gre za božjo ljubezen, ki ljudi dela za učence, kot smo videli. Ne. In preprosto občestvo ne rabi več kot tole, ne, kot enostavno preprosto druženje s ciljem tega trojega, se pravi
rast v božji ljubezni, ljubezni do Boga, rast v ljubezni do bližnjih in rast v tem, da delamo učence, ki bodo naprej delali učence, rastli v božji ljubezni in ustvarjali druge take preproste skupnosti. Tako preprosta skupnost seveda je niti ne rabiš ustanoviti, ker se kar pač štarta sama od sebe, pri tebi doma, v kuhinji, v dnevni sobi, lahko na delovnem mestu, lahko kjerkoli. Ne? No, ampak seveda vsi, ki poznamo naše razmere, pa kaj cerkev pomeni za večino ljudi, pa vemo, da cerkev pomeni nekaj drugega in to bi predstavil kvadrat oziroma tukaj le pravokotnik. Pa predstavlja nekaj drugega, predstavlja organizacijo, ne? Če je tisto prej bil organizem, je tole organizacija, ki ima 4 recimo glavne komponente. Eno je profesionalno osebje, se pravi, tukaj so neki profesionalci, ki so pač posebej izobraženi, v nekaterih vejah krščanstva posebej ordinirani ali posvečeni kot duhovniki, pastorji. Vsekakor so profesionalci, ki so ponavadi tudi plačani, se pravi, za razliko od večine ostalih, ki to niso. In te vodijo, in teh je manj, te so v manjšini seveda. Potem posebne zgradbe, to sem že večkrat omenil, ne, da prvih 250 let kristjani niso nič vedeli o tem, da bi se kakšne zgradbe gradile. Potem, hmal potem, ko je krščanstvo ratalo favorizirana in potem hmal pa tudi že zapovedana religija Rimskega cesarstva, so pa krščanske zgradbe dobesedno eksplodirale, posod so rasle, bile silno bogato okrašene in tako naprej. In tudi njihova logika pa sledi starozavezni logiki templa. Ker je po svoje razumljivo, po drugi strani pa seveda, če resno beremo Novo zavezo, vidimo, da to ne gre skozi, ker Jezus je rekel, podarite ta tempelj in jaz ga bom zgradil v 3 dneh. In Štefan, prvi mučenik, ko umira, pove Judom, Bog ne prebiva v izdelku človeških rok. Seveda ne, ker svetišče je zdaj ta preprosta, ampak silno močna in tudi, bom rekel, kar silno sveta skupnost 2 ali 3 zbranih v Jezusovem imenu. Ampak tradicionalna cerkev seveda je zelo vidna, ima zgradbe. Ne? V Sloveniji imamo čudovite cerkvene zgradbe na vsakem griču, povsod so. Potem, cela ta stvar stane, ki je treba pač računati, planirati, potrebne so subvencije, cerkve pač tudi, že sama ta zgodba s krščanstvom od 4. stoletja naprej, tukaj so bile ogromne državne subvencije, cesarske in tako naprej. Ali pa na drugi strani pač, ljudi se tako ali drugač spodbuja k desetinam in tako naprej, ker to se potrebuje veliko denarja, ne. In bolj tudi programi, ne, tukaj so pač taka cerkev pač potrebuje, ima določeno ponavadi obliko bogoslužja, spet ponekod je to, ali je to kombinacija slavljenje, pa potem pridiga kot neka taka inspirativna beseda, motivacijska. Bolj v tradicionalnih cerkvah je to liturgija, taka ali drugačna, ki privlači seveda, ne, ampak to je koncept cerkve, bomo temu rekli tradicionalna, pa podedovan model cerkve je takle, ne. In seveda težava zdaj, a je to nujno slabo? Ni. Ta stvar seveda je dobra. Lahko to tudi služi. Težava je, da pa to ni bistvo, ne. In zdaj, če je ta stvar takale, zdaj, ne, potem imamo težavo, ne. Razlika je velika, ampak seveda je možno imeti tudi to, če se zavedamo, kaj pride, kaj na prvem mestu. Tukaj težava je, ker dostikrat seveda, ne, taka stvar deluje tudi brez tistega jedra. Lepo laufa naprej, ne. Ampak problem je, prvi problem, glaven problem je čist misijonski, tako stvar je zelo težko množiti, ne. Tele cerkve se množijo lahko kot gobe po dežju, tam, kjer se nov človek spreobrne, pri njem doma začne rasti taka skupnost, povabi znance, prijatelje, sorodnike in to se širi. In tako se je prva cerkev širila. No, in tako je Bog zdaj tudi v zadnjih, bomo rekel, 30 letih
štartu gibanje po celem svetu, ki ima zdaj po nekaterih raziskavah okrog 300 milijonov ljudi. Prav, to je kar zdaj zelo velika veja celotne cerkve, katoliške z malim K, in ki zelo hitro raste tudi v zelo neprijetnih ali pa neprijateljskih razmerah na Kitajskem, v Indiji, pa v drugih deželah tudi, kjer je krščanstvo preganjano, ampak raste. No. Medtem, ko tale stvar je seveda to stvar zelo hitro zatreš in zelo težko jo množiti, ker veliko stane, traja, da izobraziš osebje, zgradbe je treba vzdrževati, programi spet zahtevajo posebna znanja, posebne sposobnosti. No, ampak vendarle, ne, dejstvo je pa tudi po drugi strani, da tudi ko gibanja teh preprostih cerkva zrastejo na nekem področju, je seveda ponavadi, ko to ratajo, recimo, če gremo zdaj na nivo mestne cerkve, recimo, ali pa regionalne cerkve, je pa seveda smiselno tudi kaj od tega dobiti. Se pravi, tukaj ne gre zdaj za nujno za ali, ampak gre pa predvsem za zelo jasno razumevanje, kaj je treba najprej graditi, kaj je treba najprej spodbujati, čemu se je treba najprej posvetiti. In kaj je seveda tudi tisto, kar bo rekel, veliko pomanjkanje na našem področju. Ker seveda tisti pravokotnik smo vsi videli, ne, medtem ko tole se pa, ko rečemo, da je to cerkev, večina ljudi, tudi mogoče vi, ki zdajle gledate, se sprašujete, pa je to res, a to drži? Tako da tukaj, vas prijazno spodbujam pa izzivam, da o tem razmislite, da greste, se zapičite v Sveto pismo, v Novo zavezo in berete, pogledate, kako ne bi stvar stala od začetka. Vrstni red je izredno pomemben tukaj. In kot že prej rečeno, tudi moj tekst Osnovna oblika cerkve vam lahko pri tem pomaga. No, zdaj za konec si pa lahko pogledamo še eno besedilo, en odlomek v Svetem pismu, ki na nek način tale odlomek, ki na zelo konkreten način prikaže, kaj cerkev je, kaj bi lahko bila. Seveda, nekateri bodo tako rekli, to je idealna slika cerkve v posebnih razmerah. Drži. Ampak a nas kaj ovira pri tem, da ne bi bil to naš ideal, proti kateremu hodimo? A nam karkoli manjka tukaj? In bom kar prebral ta tekst. Takole prav, se pravi, beremo Apostolska dela, 2. poglavje, od 42. do 47. vrstice. Bili so stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, zakaj pa v apostolih se je dogajalo veliko čudežev in znamen. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno. Prodajali so premoženje in imetje, ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templu, lomili kruh po domovih, ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal te, ki so našli odrešenje. Tukaj vidimo, ne, da sama kvaliteta te realnosti, ne, cerkvene realnosti je bila toliko močna, da je ljudi vlekla in Bog sam je dodajal ljudi, ki so se odreševali. No, tukaj seveda na začetku tega odlomka imamo pravzaprav naštete 4 stvari, ki mislim, da so dobra iztočnica za razumevanje recimo temeljev cerkve, 4 temeljev. In našteti so apostolski nauk, občestvo, lomljenje kruha, se pravi Gospodova večerja, in molitve. In mislim, da je zdaj mogoče na mestu, da nakratko povemo nekaj o tem. Apostolski nauk, seveda v tisti situaciji apostoli so bili tam in so pač učili. Ampak zdaj za nas danes je pa seveda apostolski nauk zabeležen in ohranjen v eni zbirki, ki se ji reče Nova zaveza. Tako je tudi, ko je cerkev v 2. stoletju
razpoznavala, kaj je Sveto pismo, je bil ta kriterij glaven, apostolski izvor. In tiste knjige, ki so nesporno veljale za apostolske, so danes del Nove zaveze. Se pravi, do apostolskega nauka danes dostopamo predvsem skozi Sveto pismo, skozi Novo zavezo. Potem druga beseda, občestvo, to moramo malo razpakirati. Ta beseda je v slovenščini arhaična in se ne uporablja več kaj dost. V izvirniku je tukaj beseda koinonija, ki v bistvu označuje to, o čemer smo brali malo nižje dol, namreč tole, da so prodajali premoženje in da so imeli vse skupno. Koinonija pomeni skupajšnost, skupnostnost, nekaj v tem smislu, da imaš nekaj skupaj. V sočasni grščini lahko pomeni zgolj partnerstvo v nekem poslu in tako naprej, ampak pomeni tudi skupno lastnino. Zdaj, seveda, kot vidimo iz ostalih spisov Nove zaveze, skupna lastnina, to ni bila zapoved. Je pa smer, pa je ta, ne. En drug zgodnji krščanski spis, Barnabovo pismo, ki ni del Nove zaveze, to stvar naredi eksplicitno, reče, če imate skupne večne dobrine, koliko bolj morate imeti skupne te začasne dobrine, materialne. Ne? Se pravi, če smo deležni odrešenja, če imamo skupaj Svetega Duha, ki je dejansko večen, ki je večno življenje, koliko bolj moramo biti, ne, moramo si deliti to. Ampak gre seveda, ne, tukaj, to je en vidik te ljubezni, je pa gotovo seveda, ne, in tukaj pa Nova zaveza izredno jasno govori, ne. Če vidiš brata, ki neki rab, kako bo tvoja ljubezen, kakšna bo do njega, če mu ne daš, če mu lahko pomagaš, ne. Se pravi, tukaj gre za vizijo skupnosti, ki je res povezana konkretno tudi, ne. Se pravi, mogoče ne gre toliko daleč, da prodajo vsi, pa imajo skupno lastnino, da živijo v neke vrste komuni. Pavlove cerkve večinoma se ne zdi, da so tako funkcionirale, ampak po drugi strani je bilo pa zelo jasno, da so potrebe vseh so skupne. Ko Pavel piše recimo v pismu Rimljanom, 12. poglavje, prav, bodite soudeleženi v potrebah svetih, tam je glagolska oblika tega istega, koinonejte, se pravi, ne vam bodo skupne, se pravi, občestvo deluje tako, da si delimo vse, si delimo življenje, delimo težave tudi, se podpiramo en drugega duhovno, duševno in telesno in materialno. Ne. Se pravi, tle je ta vizija zelo te močne prave skupnosti, ki je v tem smislu potem zametek novega človeštva, ki pokaže sred tega sveta, materialističnega, individualističnega, pokaže, ne, možno je živeti drugače, možno si je deliti vse. Ne. En drug tekst na potem apostolskih delih se mi zdi, da malo z blažjimi besedami isto izrazi, prav noben ni trdil, da je kaj njegovo, ampak so imeli vse za skupno. Ni nujno, da so vse prodali, ampak so nekako razumeli, to, kar imam, je Bog dal in sem skrbnik tega v korist vseh ostalih. Tako da, občestvo, to je ta drug steber. Tretji steber, lomljenje kruha, ki tukaj skoraj gotovo pomeni Gospodovo večerjo. Seveda, ampak seveda malo drugače, kot se ponavadi prakticira Gospodovo večerjo kot del celega obeda, cele večerje, tako kot je to bilo pri Jezusu, da je bil del pashalne večerje, to ni bil neki izoliran obred, ampak je bil del prave resnične večerje in zgodne krščanske skupnosti so pol to kar poimenovali agape, kot ljubezen, ampak ljubezenski obed. In del tega je bil potem tudi ta kruh, ki posebej spominja na Kristusa, ki ga predstavlja kelih blagoslova, ki ga blagoslavljamo prav Pavel, ki je občestvo s Kristusom, se pravi, da je Jezus, ki je tako rad jedel s svojimi, da je prek tega prisoten med svojimi še naprej. Ne? In seveda tega ne smemo podceniti, to je izredno važna stvar in gradi skupnost, ker na ta način je Jezus med svojimi še naprej. Potem pa so molitve, ta beseda v množini. Kot rečeno, cerkev je glavno orodje misijona, ali pa drugače rečeno, je pa glavna ambasada Kristusovega kraljestva, ker on je že prejel vso oblast. Ta misijon je temelji na tem, da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pejte, delite učence. Se pravi, te skupnosti, tudi to majhne, navzven zelo take
bi rekel, nikakve skupnosti, so ambasade Božjega kraljestva in imajo vso avtoriteto. Ne? Prej smo brali, tam, ko so dva pa trije, tam je vzpostavljena ta vroča linija z nebesi in kar bodo oni prosili, tle se bo tam zgodilo in obratno. Ne? In zato so tle molitve. Cerkev je poslana kot steber molitve, steber posredniške molitve, da moli za strupen, sovražen svet, ki jo preganja, mogoče tudi, ki dela krivico, ampak cerkev moli za svoje sovražnike, ljubi svoje sovražnike in jih svojo molitvijo seveda premaguje sile teme, demonske poglavarstva in oblasti, prestole in gospodstva in na ta način se upeljuje Kristusovo kraljestvo v tem času. Molitve, recimo vidimo na začetku prvega pisma Timoteju, v drugem poglavju, Pavel daje navodila za molitev in je zelo jasno, molite za vse ljudi. Prvo in najprej predvsem molite za vse ljudi. Cerkev je poslana in ima avtoriteto, veliko, silno božjo avtoriteto, da moli za vse ljudi okrog nje, na njenem področju, njenem mestu, njeni regiji, njeni državi. Imamo veliko avtoriteto in moč in oblast, da molimo, da prosimo, da posredujemo. Bog želi, da bi se vsi rešili, da vsi pridejo do spoznanja resnice in seveda cerkev se pridruži svojemu gospodu, svojemu vladarju, svojemu ženinu, ima isto hrepenenje kot on, da bi se vsi rešili in tako se dogaja ta sinergija med nebesi pa zemljo, tako se dogaja pravo Božje svetišče. Se pravi, ja, dejavnost taka konkretna je, da cerkev moli in ta množina molitev pomeni na različne načine, za različne potrebe, ampak najprej in predvsem moli za svet, moli za mračen svet, ker je to njeno poslanstvo in tukaj cerkev v moči Svetega Duha zmaguje in ja, tako kot je Jezus sam rekel, peklenska vrata je ne bodo premagala.